dobrodošli v besedi v družbi. Prebiramo mojih 30 dni s Svetim pismom in danes smo pri 18. berilu, kar pa je Evangelij po Janezu 19. poglavje, ko Jezusa križajo, ko mu sodijo in potem opisuje 19. poglavje Jezusovo smrt, kako vojak prebode njegovo stran in potem kako poteka Jezusov pogreb. Tako da, Matjaž, kaj nam ta odlomek nekako govori, kaj lahko v njem vidimo? Ja, poglejmo skupaj, kaj je pred nami v tem poglavju. Seveda to poglavje je nadaljevanje 18. ki smo ga brali zadnjič in govori o Jezusovem križanju. Se pravi, lahko rečemo, da govori tukaj, ko beremo to poglavje, gledamo, kako smo rešeni. Gledamo način, kako je Bog se odločil rešiti nas. In tudi mi gledamo, kot je prerokovano, gledamo njega, ki so ga prebodli, kot je prerok Zaharija v Stari zavezi napovedal. Se pravi, pred nami je v bistvu ta nezaslišan dogodek. Skrajno do konca nezaslišan. Mesija, vladar, pride in po božjem sklepu, kaj rečemo, Bog je aranžiral stvari tako, da so se tako iztekle, da so ga in njegov lastni narod in verski voditelji postavljeni načelno od Boga in po drugi strani pa potem rimske oblasti, se pravi svetovna, sekularna oblast, oba, in verska in sekularna oblast, se tega Mesija znebita. Vidno se Pilat še celo nekaj trudi, ampak mu ne uspe v bistvu. Tudi on klecne na koncu, tudi on v bistvu se preda stihiji, ki vlada in potem imamo pred sabo to, kar Pavel pravi, križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom pa norost, se pravi, pobožnim ljudem je to nekaj nemogočega, brezbožnim ljudem je pa to nekaj skrajno brezveznega, nekaj čist zgrešenega. No, se zelo dobro, recimo, se tukaj to vidi, ne? Zdaj sem govoril z enimi ljudmi in dejansko so res zelo prisotno razmišljanje, zakaj bi se to sploh moralo zgoditi, ne? In kakšne so neke čiste realne možnosti, da se je to zgodilo in da se je to zgodilo v tem judovskem kontekstu. Iz tega teksta lahko to vidimo recimo iz tega, ko je velikokrat rečeno, pisano je in izpolnjeno je. In Jezus recimo nekako prav rigorozno, nekako sledi temu, da se izpolni še zadnja stvar, še za tisti kis prosijo, naprimer. In vidimo prav presenetljivo, kako so dejansko te starozavezne prerokbe izpolnjene v njem. Tukaj mislim, da je 22. psalm, ko govori o tem. 22. psalm drugi evangelisti navajajo. Pač o tem žrebanje tako, iz 22. psalma. Ja, tako, kis je pa, mislim, da je 69. Ja, recimo, kako je natančno rečeno, razdelili so si moje oblačile in tako naprej. Ja, to je pričevanje nove zaveze tukaj. Tukaj cela nova zaveza v bistvu zelo trmasto vztraja. To, kar mi sporočamo, to ni zdaj nekaj, ki smo se mi izmislili. To je dejansko izpolnitev starozaveznih obljub, starozaveznih pričakovanj. Tukaj se razgrinja celotno Božje razodetje od začetka, od Abrahama prek Mojzesa, prek Davida, psalmistov, prerokov. Tukaj se vse skupaj se zgosti v tem enem dogodku pravzaprav. V križu in potem seveda v stajenju, ki potem prihaja. Križ je v fokusu vsega tega. Ne smemo pozabiti, da Janez, ko piše svoje evangelije, že na začetku Jezusa predstav kot jagnje. Od Boga poslano jagnje, ki odzema greh sveta. Se pravi, to je zdaj širši kontekst Janezovega evangelija. Tukaj se zdaj to paskalno jagnje lom pred našimi očmi. Tukaj se dogaja ta daritev, ta nezaslišana daritev, ki pa odrešuje in dejansko, ki dviga, ki uničuje ost greha, ki podira in ukinja moč smrti celo. Se pravi, smrt, ki ukinja smrt, se dogaja tukaj. Kot je ena stara himna prav. Svojo smrtjo je smrt udaril in jo podaril.
A greš lahko mogoče čisto malo tak na preprost način nazaj v staro zavezo, pa nečkaj spet poveš, zakaj je bilo glih jagnje, a ne pa kaj točno to pomeni? Jagnje je moglo biti mlado jagnje, se pravi, tle je bil poudarek na tem, da je žival nedolžna. In zdaj, nedolžno žival, če vidimo, kad trpi, nas to ponovno prazadane, ker vidimo, to je žival, ki ni nič hudega naredila. Tukaj je jagnec tudi sploh za Jude je bilo tudi prvič nekaj dragocenega, pa nekaj nedolžnega. Tukaj vidimo nedolžno bitje, čist nedolžno, mlado, totalno nepokvarjeno, ki je udarjeno in ki umre. In to je bilo v stari zavezi, je bilo v Mojzesovi postavi, je bila daritev takih živali predpisana od časa do časa vsaj enkrat na let za greh. In s tem je Bog pokazal, da v bistvu človeški greh, to, da človek odstopa od Boga, da prvič to prinaša smrt človeku in da je pa Bog pripravlja odrešitev prav na en tak čuden, skrivnosten način. Na način, ki ga človek sam po sebi ne bi pričakoval. Ravno preko smrti nekoga, nečesa nedolžnega bo Bog odrešil in vzpostavil nazaj in skupnost z Bogom in skupnost med ljudmi. Zato je Jezus jagnje, ki odsema greh sveta. In seveda, predvsem je zdaj važno, to moramo vedeti, tole se dogaja v času Paske. Janez lepo pove, to je dan pripravljen, se pravi, tik pred tem, ko naj bi Judje sami žrtvovali pashalno jagnje. Kaj je pashalno jagnje? To je trenutek osvoboditve iz suženjstva. Ko so Izraelci žrtvovali to jagnje in so z njegovo krvjo so zaščitili svoje hiše, se pravi svoje družine. Kri je bila namazana na podboje vrat in to je bil trenutek, ko je Bog naredil sodbo nad njihovimi zatiralci, ko je uničil sile, zatiralske, egipčanske sile, danes bi rekli imperialistične oblastnike, diktatorske ali kakorkoli, in osvobodil svoje ljudstvo in ga začel peljati po poti ven v obljubljeno deželo, v svobodo, v pravo življenje, v pravi mir, v pravo blaginjo. In to je trenutek, začne se s tem jagnjetom. In točno, niti slučajno, ni to naključje, da je Nova zaveza enako postavlja stvari. Tudi pozneje, seveda, apostol Pavel enako govori, da je Jezus naše pashalno jagnje. In tukaj je nov eksodus, nov izhod iz suženjstva se dogaja, ki ga vodi sam ta Mesija, križan in ki ga je Bog seveda potem obudil od mrtvih. Ja, dajva še na kratko reči o tem od mrtvih. Pričakujemo in vemo, da je nezaslišana trditev krščanstva, da je Jezus ta, ki je trpel in umrl, tudi vstal od mrtvih. In mnogi imajo to za največji kamen spotike. Po drugi strani je pa ravno ta resnična njegova smrt, če je res umrl in če je res vstal, in to res tudi največji dokaz za to, da je on tisti, ki pravi, da je on Mesija, da je on Bog. Kako vemo iz teh pričevanj, tukaj čisto jasno vidimo, ta človek, ki je to pisal, je bil zraven. In kako vemo iz teh pričevanj, da je Jezus dejansko mrtev, če je zares mrtev? Ja, tukaj Janez posebej to poudari, seveda, da prav s tem, da so ga prebodli potem, da so vojaki posebej poskrbeli, da bi se prepričali, da je on res mrtev. In Janez to posebej pove, tudi zato posebej potem reče, tole sem videl in pričujem, to je zdaj moje osebno, to je beseda očividca zdaj tukaj, videl sem to. Videl sem to, kako so se dejansko prepričali, da je Jezus že umrl. Zanimivo je to, da Jezus je umrl prej kot ostali. Njegova smrt sama je bila nenavadna in zanimivo, da evangelisti vsak drugače opisuje in zdi se, da vsak je poudaril en vidik, ki je bil njemu pomemben. Janez poroča tole, da je Jezusova beseda, da je zadnja, da je izpolnjena, se pravi. In ta beseda je zelo bogata, pomeni izpolnjeno je, pomeni dopolnjeno je, pomeni dokončano je. Pomeni pa tudi v jeziku, recimo tedanjega računovodstva, pomeni račun je plačan. Zaprt, račun je zaprt, vse terjatve so poravnane. In to je, se pravi, tukaj smo v tej prispodobi, da nekdo plača ceno za sužnja. In ko je ta cena plačana, je sužen lahko odkupljen, je osvobojen. Zato gre pri izhodu iz Egipta, da Bog ljudi odkup, svoje ljudstvo odkup iz suženjstva in enako se tle dogaja. Cena za človeka, za padlega Adama zdaj in za vse človeštvo je tukaj na tem mestu do konca poplačana. To je za Janeza
ključna zadeva. Drugi recimo pa opisujejo, da recimo Marko opisuje Jezusovo smrt zelo tako dramatično. Ne. Jezus v bistvu tudi še sam izreče besede psalma na križu, psalma 22, moj Bog, zakaj si me zapustil, in s tem seveda pokaže točno na mesto, kjer je že vse to trpljenje napovedano in kjer je napovedano tudi potem novo življenje na koncu tistega psalma. In potem Jezus zakriči in umre, s krikom umre v Markovem evangeliju. In zato je to potem to presenečenje, kako to, da Jezus še ni mrtev. Ne? Mislim, kako da je že mrtev, una dva pa seveda še nista. Ne? Ja, tako, ne. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. Tako je v Markovem besedilu vidimo smrt. Nameni tega stotnika, ne, ki je stal in videl, da je tako izdihnil, na kak način je umrl. Pravi, ko je to videl, je rekel, resnično ta človek je Božji sin. Zdaj si povedal nekaj zelo zanimivo, kar sem tudi jaz prvič slišal, da je Jezus dejansko sam izročil svojega duha in da je v bistvu, ko je bilo vse izpolnjeno, je umrl in to prej kot ona dva. Se pravi, ni čakal, da je do tistega zadnjega diha, ampak je lahko ga sam izročil svojega duha. Tako se zdi, ja. Zgleda, da je to stotnik videl. Da je cela Jezusova smrt, že tudi sam način, kako je umrl, da je bil skrajno nenavadna, mislim, bi rekel nadnaravno, da ni umrl v tem smislu po naravni poti, ampak ja, ko je bilo dopolnjeno, kot Janez potem pravi, izročil duha in je bila stvar končana. Ne? In tisti, ki so okrog stali, so videli, aha, tole se pa ni zdaj odvil tako, kot bi se moral normalno. Tukaj ima nekaj čudnega. Ne? Tako da ja, mislim, to je zdaj beseda o križu, ne? O kateri Pavel potem seveda močno pričuje pozneje, da ta beseda je norost, ne, za ene je spotiko, za druge je norost, ampak prav za nas, ki pa verujemo, je pa ta beseda Božja moč. Prav, ko mi, kristjani, to besedo poslušamo in zremo na način, kako smo rešeni in dejansko vstopamo v to zgodbo. Jezus sam nas upiše, nas vključi v svoje ljudstvo in mi smo z njim, on nas sam pele za roko ven v nov eksodus, v nov izhod iz vsakršne sužnosti, vsakršnega sužnevanja, iz teme, iz greha, iz prekletstva, iz vsega, kar nas ljudi dela bedne in nas pele, sam on nas vodi vnaprej. Ne? In to pa je seveda potem tema naslednjih 2 poglavij, ki jih bomo pa brali naslednjič. In s tem je tudi tvoj pa moj saldo poplašen. Tako je.